Danes je bila vzpostavljena videokonferenčna povezava med Vrhovno Rado Republike Ukrajine, predsednikom gospodom Ruslanom Stefančukom in predsedniki oziroma predstavniki evropskih parlamentov. Pogovarjali smo se o stanju v Ukrajini in pogovarjali smo se o namerah evropskih držav za podporo ukrajinskemu ljudstvu in ukrajinski državi v pogojih agresije Ruske federacije. Zelo prepričljiva podpora vseh predstavnikov evropskih parlamentov, zelo prepričljiva skupna obsodba nepravične agresije na ukrajinsko ljudstvo in ukrajinsko državo in močna odločenost Evropske unije, da skupno nastopi z vsemi oblikami sankcij, ki so dovoljene po mednarodnem pravu, tako da se agresijo čim prej ustavi. Sporočilo je enotno. Ni napadena zgolj Ukrajina, napadene so vrednote svobode, demokracije in sveta 21. stoletja. Napadeno je vse tisto, kar smo dosegli v 70 letih miru po drugi svetovni vojni. Napadene so sanje o boljši prihodnosti za človeštvo. In to je treba ustaviti agresorja in zaradi tega moramo stopiti vsi skupaj, odbraniti Ukrajino. Zelo težko bo za ukrajinski narod v naslednjih dneh, ampak Evropa stoji za Ukrajino in Evropa stoji za Ukrajino tokrat drugače, kot je ravnala v času pred drugo svetovno vojno. Zavedamo se, da popuščanje agresorjem ne pomeni izogibanja vojni, ampak samo prelaganje časa, ko se bo treba z agresorji obračunati na najbolj trd način. Ruske agresije ne bodo ustavile besede, ruske agresije ne bodo ustavile deklaracije, rusko agresijo bodo ustavili učinkoviti in enotni ukrepi Evropske unije in ostalega svobodnega sveta. To je današnje sporočilo Ukrajincem in to je tudi poziv slovenski politiki, da naj se poenoti, da ne išče v teh ukrepih priložnosti za medsebojna obračunavanja, temveč najprej pomisli na ukrajinsko ljudstvo, na svobodo, na mir in naj enotno nastopi v okviru Evropske unije, NATO pakta in vsega svobodnega sveta.